vendar pa... Morda je to kamen. Morda je kamen. To je šala. Napeta iskalna akcija za veteranom specialnih enot, obtoženim, da je ustrelil svojo ženo, se nadaljuje še en dan. Imam nove informacije o urah pred tem, ko naj bi ta upokojeni vojak poskušal ubiti svojo ženo in nato izginil v divjino Kentuckyja. Kaj vemo o tem, kaj ima lahko Craig Berry pri sebi, zaradi česar je ta iskalna akcija še bolj nevarna? Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Hej fantje, na hitro vam želim povedati o tej aplikaciji. Imenuje se Upside. Z njo dobite denar nazaj pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Torej, naredite tako. Zelo enostavno. Prenesite Upside, je brezplačna. Izberite ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij, nato plačate kot običajno svojo kartico, potrdite nakup in dobite denar nazaj. Uporabljal sem jo, ko sem točil gorivo ali pa sem si kdaj naročil hrano za seboj. Preprosto iskal ponudbe na Upside. Ko nato opravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji, potem pa ga samo prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju letno dobijo nazaj $254. Da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo OTC, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Oblasti, ki vodijo to iskanje, vključno z ameriškimi maršali, jasno poudarjajo, da oseba, ki jo iščejo, ni njihov običajni osumljenec. To je nekdo, ki verjetno ve, kaj počne, ko poskuša pobegniti pred zakonom. To je oseba, o kateri govorimo. Njegovo ime je Craig Berry. Star je 53 let in je veteran specialnih enot. Pravkar sem izvedel več informacij od vojske o tem, kaj točno je počel v času službe v vojski. Kar vemo o Barryju v zadnjih dneh je, da je na begu od enega maja oblasti v okrožju Stewart v Tennesseeju pravijo, da je za njim razpisana tiralica zaradi domnevnega poskusa umora svoje žene. Zdaj bomo v trenutku še malo več govorili o Barryjevem ozadju in o tem, kar vemo o družinskem incidentu, zaradi katerega je pobegnil. K temu bomo prišli v naslednjih trenutkih. Preden to storimo, bi se rad posvetil najnovejšim informacijam o tem iskanju. Kaj za... Morda sem zalezovalec. Uporabljam to. To je na novo objavljen posnetek s telesne kamere, ki ga je objavila avtocestna patrulja Tennesseeja med iskanjem. Policisti nosijo dolgocevno orožje. S seboj imajo pse, ki poskušajo zaznati vonj, medtem ko se premikajo skozi zelo podeželski del Tennesseeja, ki je tik ob meji s Kentuckyjem. In območje, kjer se vse to dogaja, je nekoliko edinstveno. Morate pomisliti na izzive, s katerimi se sooča policija, ko poskuša najti Craiga Berryja. Torej, okrožje Stewart v Tennesseeju, prav v severozahodnem delu te zvezne države, približno 1,5 ure severozahodno od Nashvilla, tik ob meji s Kentuckyjem. In to je območje, ki je podeželsko, z veliko divjine, hkrati pa je tudi priljubljena počitniška destinacija. Torej, pomislite na morebitne prazne hiše, počitniške hiše, kjer bi lahko organi pregona prav tako iskali in poskušali ugotoviti, kje bi lahko bil Berry. To je približno 1,5 ure južno od Paducaha v Kentuckyju in tam je tudi jezero Kentucky, ki je veliko akumulacijsko jezero, ki poteka tam. In voda je velik del te zgodbe, ker ko bomo govorili o tem, kakšne spretnosti ima Berry in kako bi lahko ušel organom pregona, je znano, da je zelo dober plavalec. Tako naj bi bila to zadnja znana slika Craiga Berryja, pred nje izginil gost v zgodnjih jutranjih urah 1. maja. To je posnela fotopast. In kot lahko vidite, če povečamo sliko, se zdi, da ima Berry oblečeno kamuflažo. Časovni žig na tej sliki je 00:13 zjutraj 1. maja. Po prvem obvestilu, ki ga je objavila šerifova pisarna okrožja Stewart, so bili poklicani v to hišo v Doverju v Tennesseeju ob 1:30 zjutraj 1. maja zaradi domnevnega družinskega prepira. Šerifovi pomočniki pravijo, da je Berry domnevno ustrelil svojo ženo, nato pa pobegnil. To so slike, ki smo jih našli na družbenih omrežjih, na katerih sta Berry in njegova žena izpred nekaj let. Njenega obraza ne prikazujemo, ščitimo njeno identiteto. Oblasti pravijo, da so jo po strelu v vrat odpeljali v bolnišnico. Trenutno je za njenim možem razpisan nalog za aretacijo. In če oziroma ko bo Berry ujet, se bo soočil z obtožbo poskusa umora 2. stopnje. In ta nalog za aretacijo naj bi razkrival več informacij o tem, kaj se je zgodilo, kar je pripeljalo do tega, da je Berry pobegnil v gozd. Torej, poglejmo, kaj smo izvedeli o Berryju in njegovi preteklosti. Organom pregona ga opisujejo odkrito, kot da je Jason Bourne. Se spomnite izmišljenega lika Matta Damona v tisti filmski seriji Vohuna CIA na begu, toda ta primer je povsem resničen.
In Barry je nekdo, ki je v svoji vojaški karieri opravil obsežno usposabljanje, da bi lahko bil v takšni situaciji in ušel ljudem, ki ga iščejo. Barry je upokojeni član elitnih specialnih enot ameriške vojske. Ima obsežno usposabljanje za preživetje, oblasti pa pravijo, da je odličen plavalec, o čemer smo pravkar govorili, in potapljač. Poleg tega verjamejo, da je oborožen. Pravijo, da je domnevno vzel s seboj v gozd vsaj eno pištolo. Še bolj srhljivo pa je dejstvo, da pravijo, da je vzel s seboj dodatno strelivo, ko je pobegnil. Stopil sem v stik z ameriško vojsko in tiskovni predstavnik mi je povedal, da je bil Barry pehotni vojak in medicinski narednik v specialnih enotah od leta 1992 do 2016. Torej je šlo za dolgo vojaško kariero. Ko je zapustil vojsko, je imel čin višjega narednika in med služenjem je bil 4-krat napoten v Irak. Prva napotitev je bila septembra 2003, njegova zadnja napotitev pa se je končala decembra 2014. In medtem, ko je Barry na begu, želim, da pomislite na to, da je nosil maskirna oblačila in s seboj vzel dodatno strelivo. Zdi se, da gre za nekoga, ki ve, kaj počne. In ta situacija je zelo zaskrbljujoča. Preiskovalci so zelo neposredni. Pravijo, da trenutno ne izključujejo nobene možnosti glede tega, kje bi lahko bil. Prav tako pa so povedali, da je mogoče, da je Barry imel zunanjo pomoč pri pobegu. Ni jasno, od kod bi ta pomoč prišla, vendar se mi je zdelo zanimivo, da je bilo to posebej omenjeno v objavi na Facebooku šerifovega urada okrožja Stuart. Vpleteni so tudi ameriški maršali. Pravijo, da je Barry visok 180 cm. Ima rjave lase in modre oči. Star je 53 let in tehta 84 kg. Oblasti pravijo, da želijo, da vsak, ki ga vidi ali ve, kje je, takoj pokliče 112. Zdaj pa si poglejmo malo bolj podrobno domnevni incident. Vrnimo se malo nazaj k temu, kaj se je zgodilo v urah pred tem, ko se je začel ta lov nanj, ki je postaral nacionalna novica. Po nalogu za aretacijo Barryja, njegova žena pravi, da sta se prepirala z možem, nato pa naj bi spor prerasel nasilje. Trdi, da jo je Barry večkrat udaril po glavi in jo nato davil. Barry je obtožen tudi, da jo je ustrelil v vrat. Ta dogodek naj bi se zgodil ob 23:30 prejšnjo noč, preden je Barry izginil. Torej govorimo o 30. aprilu. Dobra novica je, da naj bi bila po poročanju CNN Barryjeva žena v redu. V nalogu piše, da so policisti, ko so prišli do Barryjeve hiše, našli njegov avto razbit na dovozu. Veterana specialnih enot pa ni bilo nikjer mogoče najti. To je zapisano v nalogu za aretacijo, ki ga je pridobil CNN. Šerif okrožja Stuart je za televizijsko mrežo povedal tudi, da imajo Barryjev telefon pri sebi, kar po eni strani pomeni, da nima možnosti komunicirati, razen če je z nekom, ki je tik ob njem. A hkrati ga ne morejo izslediti, kar morda ni presenetljivo, saj se zdi, da ta oseba zaradi svojega obsežnega usposabljanja za preživetje ve, kako pobegniti. Šerif naj bi tudi povedal, da verjamejo, da je Barry opravil en telefonski klic svojim staršem, prednje je stekel v gozd. Šerif pravi, da so Barryjevi starši sodelovali. Ni samo nejasno, kje se Barry nahaja, ampak tudi, kakšni so njegovi načrti v tem trenutku. Kam misli iti? Kaj bo naredil, če se mu organi pregona približajo? In kaj nam pove dejstvo, da je minilo približno 5 dni brez sledu o Barryju, o tem, kako uspešen je bil doslej pri bežanju pred organi pregona? Ko smo spremljali to zgodbo, sem pomislil na 2 odmevni iskanji, o katerih smo poročali v zadnjih mesecih. Eden izmed njih, Travis Decker, nekdanji pripadnik ameriške vojske, je v grozljivem primeru ubil svoje 3 hčere. To se je zgodilo maja 2025 na kampirišču v podeželskem delu zvezne države Washington. In potem se morda spomnite vseh ugibanj, ki so spremljala iskanje in prepričanje, da je Decker več mesecev bežal pred organi pregona v prostrani divjini pacifiškega severozahoda. Deckerjeve posmrtne ostanke so našli več mesecev kasneje, septembra lani. Njegovo telo je bilo po navedbah FBI-ja v tako napredni fazi razkroja, da vzrok smrti morda nikoli ne bo znan. Zdaj pa sem pomislil še na drugo iskanje, ki vključuje trenerja ameriškega nogometa na srednji šoli v Virginiji, Travisa Turnerja. Domnevno je novembra lani, sredi nogometne sezone, odšel v gozd za svojo hišo. Oblasti so želele govoriti s trenerjem zaradi kaznivih dejanj povezanih z nagovarjanjem mladoletnika in posedovanjem otroške pornografije. Potem, ko je izginil, je bil za Turnerja izdan nalog za aretacijo, vendar je še vedno pogrešan. Trenutno ameriški maršali v Turnerjevem primeru ponujajo nagrado v višini $5000. In to je enaka vsota, ki jo maršali trenutno ponujajo, medtem ko iščejo Barryja. In tako kot Barry, naj bi tudi Turner s seboj v gozd odnesel strelno orožje. In ponovno, še vedno je pogrešan.
Pridružuje se nam Justin Shepard, da bi o tem povedal več. Najdete ga na družbenih omrežjih pod imenom Just in the Nick of Crime, prav tako pa je voditelj novega podcasta Untold True Crime in Their Own Words. Hvala kot vedno, da ste si vzeli čas in ste z nami tukaj na Law and Crime. Vem, da ste v Tennesseeju, vem, da se to dogaja nekoliko stran od vas, ampak kaj vam je v tem trenutku najbolj izstopilo? Minilo je približno 4 ali 5 dni, odkar smo nazadnje videli Craiga Berryja. Ja, to je res zanimiv primer in zadnjič so ga opazili na kameri za opazovanje divjadi. Torej, tudi zadnje opažanje njega, ki mislim, da je bilo v četrtek, prejšnji četrtek, je bilo le prek kamere. Torej, ga nihče v resnici ni videl živo že kdo ve kdaj. Mislim, da je to zelo težko iskanje, ker je ta del Tennesseeja, s katerim imate opravka, res gost. To je moški, ki ima preživetvene veščine. Označen je bil kot pripadnik specialnih enot. Ve, kako se izogniti, ve, kako preživeti, ve, kako se spopasti z res zahtevnimi pogoji. In v bistvu je nekako izginil z obličja zemlje. In mislim, da je še en velik izziv, s katerim se soočajo, kar je morda nekoliko prehitevanje dogodkov. Da je, kolikor vemo, odvrgel svoj mobilni telefon. Tako da zdaj morajo res opravljati klasično terensko iskanje, prečesavanje terena po sektorjih, staromodno detektivsko delo, da bi ga našli. Vedno je, veste, fascinantno v teh primerih, ker so ameriški maršali, veste, tako dobri kot kdorkoli, ko gre za sledenje ljudem. Ampak zdi se, da je imel nekaj ur prednosti, preden se je to iskanje sploh začelo. Kot vemo na CNN, se je zgodil incident v družini okoli 23:30 prejšnjo noč. Na kameri ob poti je bil opažen okoli 00:30 naslednje jutro, torej približno 1 uro kasneje. In potem vem, da je šerifov urad okrožja Stewart povedal, da so se odzvali okoli 1:30. Zato se res sprašuješ, kakšen vpliv imajo tiste 2 uri in kako lahko nekomu iz specialnih enot omogočijo, da pobegne vsaj za tisti čas. Mislim, da je to res dobra točka in mislim, da je nekaj ur prednosti za nekoga, kot je Craig Berry, ogromno. Veš, to je drugače kot pri tebi ali meni, ki bi morda bežala, ampak v resnici ne veva, kaj narediti. To je človek, za katerega lahko verjetno varno domnevamo, da ve, kako prikriti svoje sledi. Ve, kako se izogniti. Ujela ga je tista kamera ob poti. Viden je bil v kamuflaži, kar mu bo, ko je blizu vode ali v gozdu, kjer so oni, dalo veliko kritja. Poleg tega policija oziroma oblasti še niso izključile možnosti, da mu kdo pomaga. In to je lahko več različnih stvari. Lahko ima simpatizerja, prijatelje ali povezave, ali pa celo koga sili, da mu pomaga. V takšni situaciji pa lahko že obrok, prevoz, avto, skrita zaloga goriva ali prostor za spanje naredijo veliko razliko. In mu omogočijo, da si pridobi dneve prednosti pred oblastmi. Če je to narejeno pravilno, kar bo ta človek zagotovo znal narediti. Ja, v vojski je služil več kot desetletje in to tudi počel. Bil je tudi pri specialnih enotah, kar je, kot veš, še višja raven vojaške službe. Kaj v tem trenutku vemo, oziroma vsaj o dogajanju predtem, veš, govorimo o domnevnem incidentu v družini, ki se je zgodil. Vemo, da je njegova žena in poročali so, da je zdaj že izven bolnišnice, kar je dobra novica, bila ustreljena. Ali obstajajo še kakšne druge informacije o tem, kaj je pripeljalo do vsega tega? Ja, vidim poročanje, nočem si prilastiti zaslug. Od moškega po imenu Nick Barris z News Channel 5, tukaj v Nashville. V bistvu je poročal, da je šlo v tem primeru za primer družinskega nasilja. Nisem prepričan, kaj točno je pripeljalo do tega, ampak soočil se je z njo pri njenem avtu, ustrelil je v avto, jo ustrelil, potegne vrata, pride do avta, odpre vrata in vpraša, ali je bila zadeta. Rekla je, da ja in da misli, da umira, ampak ji je uspelo pritisniti na plin in pobegniti, kar ji je verjetno rešilo življenje. In zelo sem vesel, da je že izven bolnišnice in da okreva. Ampak v istem stavku, v isti sapi, je on še vedno tam zunaj. Torej, kako varna je, dokler ga ne ujamejo? In če se navežem na to, kar si povedal, zdaj je že nekaj časa minilo. Vse se je zgodilo 1. maja. Zdaj pa je 5. maj, ko to snemamo. In kad da bi nekdo imel, veš, tudi če si pripadnik elitnih specialnih enot, ti bosta voda in hrana zelo koristili, če še vedno poskušaš pobegniti. In to se mi je zdelo zanimivo, da je šerifov urad omenil, da ne izključujejo možnosti, da bi mu lahko kdo pomagal. Ker se zdi, kot da z vsakim dnem, če ni nobenega znaka Craiga Berryja. Kot da mu nekdo pomaga, bi si moral misliti, da dobiva pomoč. Na nek način morda celo neprostovoljno. Veš, morali bi vedeti, ampak veš, na nek način mora biti vpleten še nekdo drug, kaj ne?
Veš, in se strinjam s tem. Druga stvar, in k temu se bom vrnil čez trenutek, ampak druga zanimiva stvar, o kateri sem tudi bral poročila, je, ali je bilo to morda vnaprej načrtovano. Veš, zdi se, glede na omejena poročila, ki jih imamo, da je skoraj videti kot situacija v afektu, kjer je prišlo do nekakšnega spora in je začel streljati. Ampak če je bilo to vnaprej načrtovano, je morda načrtoval, da bo nekaj storil. Veš, to mu daje priložnost, da stopi v stik z ljudmi in reče, hej, bom potreboval kraj za bivanje, ali bom moral uporabiti lopo, ali pa mu da priložnost, da nekje skrije kanister goriva ali avto. Ali pa, veš, možnosti so res neskončne, kaj bi se lahko dogajalo. In žal nimamo teh informacij, ali je bilo to vnaprej načrtovano, ali je stopil v stik z nekom, kar pa tudi otežuje delo oblastem. Ker morajo zdaj raziskati njegovo ozadje, njegove odnose in začeti slediti tem, da bi morda lahko bolje ugotovili, kje bi lahko bil. In še en zaskrbljujoč del tega je, ker veš, obstajajo določeni primeri, Travis Decker je eden, ki mi pride na misel, ja, nogometni trener iz Zahodne Virginije, ki gre v gozd. Ne vem, koliko izkušenj z bivanjem v naravi je imel trener Turner v tej situaciji, ampak v tem primeru dejstvo, da je nosil kamuflažo, kot vidiš na tisti kameri na lovskem stolpu, ki ga je ujela verjetno 45 minut do 1 ure po domnevnem streljanju, to mi kaže na to, da je šlo za namero, ne pa za nekoga, ki gre v gozd v trenutku zmedenosti. O moj bog, kaj naj naredim? Bilo je kot, grem v gozd in nihče me ne bo našel, ker nosim to. In povrhu vsega pravijo, da je vzel s seboj dodatno strelivo, kar zagotovo poveča tveganje za zvezne maršale ZDA, lokalne šerife in vse, ki so vpleteni v iskanje. Ja, absolutno. In se strinjam s tabo, zdi se zelo namerno, ne? Kot da bi bil v paniki. In veš, ko imaš opravka z nekom, ki je specialec z 10-letnimi izkušnjami v vojski in izkušnjami iz bojnih območij, to niso ljudje, ki bi paničarili. Oni znajo ostati mirni in zbrani pod pritiskom, ko gre kaj narobe. Morajo biti taki. Tako so preživeli v tistih situacijah. Tako da se strinjam s tabo, da to ne deluje kot nekdo, ki bi bil v nekem kaotičnem, paničnem stanju in bi bežal v gozd. To se zdi kot nekdo, ki si reče, naj vzamem svoja maskirna oblačila, naj vzamem še nekaj dodatnega streliva in grem ven. Ne boste me našli, razen če bom jaz hotel, da me najdete. In to je nekako isti občutek, ki ga dobivam tudi od tega tipa. In še bolj se strinjam s primerjavo s Travisom Deckerjem. To je bil prvi primer, na katerega sem pomislil, ko je ta stvar prišla ven kot, veš, razen, veš, umora svojih otrok. Veš, to zveni točno kot Travis Decker. Ima še eno osebo z vojaškimi izkušnjami. Mislim, da se lahko motim, ampak mislim, da je bil tudi Travis Decker pripadnik specialnih enot. In to te postavi, mislim, že samo vojaško usposabljanje, te postavi na drugačen nivo kot povprečnega človeka, povprečnega ubežnika. Ampak ko temu dodaš še komponento specialnih enot, to res dvigne na višji nivo. No, in če se navežemo na tista dva primera, o katerih sva govorila, kot naprimer Travis Decker, mislim, da je bilo to maja lani, tista grozna zgodba, ko je ubil svoje 3 hčere. Ampak nismo vedeli, kaj se je z njim zgodilo, vse do septembra. In potem, kot v primeru nogometnega trenerja, je izginil novembra. In to je bil človek, ki ni deloval, kot da bi bil pripadnik specialnih enot. Ni šel skozi takšno usposabljanje. In še vedno ne vemo, saj smo zdaj maja, še vedno ne vemo, kaj se je zgodilo z njim. In to nekako kaže na teren, po katerem morajo iskati ameriški maršali. In res je, čeprav je klišejsko reči, da je to kot iskati iglo v senu, pa je v takšnih primerih res tako. A je izjemno zaskrbljujoče. Vse, ki iščejo Craiga Berryja. Upamo, da ga bodo lahko prijeli in da bo vse potekalo varno. Justin Shepard, najdete ga na družbenih omrežjih pod Just in the Nick of Crime. Odlično delo opravljate tam. Hvala kot vedno, da ste si vzeli čas za nas. Cenimo to. Seveda, hvala, da ste me povabili. Zdaj se nam pridruži, da bi več povedala o tem iskanju, Lisa Miller, upokojena detektivka, nekdanja glavna preiskovalka. Vedno je lepo, da ste z nami v oddaji Law and Crime. Kaj vam je do zdaj najbolj padlo v oči glede Craiga Berryja? Njegova nevarnost. Najprej vemo, da gre za nekoga, ki izvaja nasilje v družini. Veste, napadel jo je. Ne samo, da jo je domnevno pretepel, potem ko je poskušala pobegniti, je vzel strelno orožje in jo zasledoval. A ne smemo spregledati tudi njegovega urjenja in urjenja v specialnih enotah. Usposabljanje, ki ga je prejel v oboroženih silah, ga je naučilo, veste, kako pobegniti. In kar je še pomembneje, in kar je trenutno večja skrb za organe pregona, to usposabljanje ga je naučilo, kako se izogniti prijetju.
No, torej to snemamo 5. maja, 1. maja pa se je vse to domnevno zgodilo. In oblasti so se odzvale. Mislim, da se je incident po poročilih zgodil okoli 23:30 aprila. Potem 1. maja, okoli 1:30 zjutraj pridejo organi pregona. Torej, imeli so nekaj ur prednosti in takrat začnejo sledenje. Zdi se kot majhna količina časa, ampak kako pomembno je, ko iščeš nekoga, lahko že 2 uri pomenita veliko, preden prideš tja in poskusiš slediti njihovi poti. No, to je zelo pomembno, ker je stvar taka, še posebej na tem območju. Pravzaprav sem bil že na tem območju, veš, jezero Kentucky, jezero Barkley, skozi Paris Landing, je zelo podeželsko. Terenski pogoji so zelo zahtevni. In resnica je, da za podeželsko policijsko agencijo traja nekaj časa, da zberejo sile, veš, še posebej pozno ponoči. Nimajo veliko ljudi na svojem kadrovskem seznamu. Tako da so njihovi zaposleni izurjeni, tisti, ki jih imajo, so se odpravili tja zaradi prijave. Ampak da bi začeli loviti človeka v gozd v takšnem terenu, običajno nimajo takoj s seboj psov. Ne bodo mogli takoj začeti s sledenjem. Zdaj vemo, da je odvrgel svoj mobilni telefon. Tako da bo digitalno sledenje tudi za maršale trenutno precej težko. Iskreno povedano, imel je res dobro prednost. 2 uri pomenita veliko v takšnem terenu ob tistem času dneva. Veš, in mislim tudi, da je bil res dolgo časa v specialnih enotah. Vemo, da je to ena najtežjih in najbolj zahtevnih vrst usposabljanja, kar jih obstaja, ko gre za učenje preživetja in bežanja pred ljudmi. Ampak hkrati, mislim, ameriški maršali so v tem res dobri. To je tisto, kar počnejo vsak dan. Imajo tehnološko prednost, imajo drone. V nekaterih takih primerih se vedno sprašujem. In spomnim se Travisa Deckerja, zelo žalostno, seveda, ta situacija. Ampak bil je vojak in policiji je vzelo mesece, da so ga našli. Ampak koliko prednosti ti res lahko da takšna vojaška usposobljenost, ko se soočaš z ljudmi, ki so prav tako zelo dobri pri sledenju in imajo tehnološko prednost, kot so droni, ter pse, ki iščejo von. Še vedno je to prednost, Kris, ker ve, kam gre. To območje ima veliko počitniških hiš, veliko je koč, zlahka se lahko skrije. In to preprosto vzame čas, da pregledaš vse to. Območje okoli jezer je zelo veliko. Torej, mislim, da je tukaj situacija nekoliko bolj izenačena, ker ima on to usposabljanje. Veš, običajen človek, ki beži pred policijo, zbeži v gozd, hitro postane utrujen, postane lačen, zelo hitro naredi napake. Ta gospod ve, kako delovati brez spanja, ve, kdaj se mora skriti, ve, kje se mora skriti. Zato zelo zaupam dobrim fantom z dobrim usposabljanjem. Ampak to bo zanje izziv. Kot sem rekel, tistega terena tam spodaj ne moreš premagati. To bo izčrpalo ubežnika, ki naj bi bil v zelo dobri formi, ampak izčrpalo bo tudi policiste in pse, take stvari. In čeprav imajo brezpilotnike, je to še vedno veliko območje za preiskati. Lahko poudarim, kako podeželsko in razgibano je to območje tam okoli. To je res dobra točka, ker sem ravno gledal od zgoraj, nekako na Google Maps in malo kliknil naokoli. In kot ideja počitniških hiš, ki jih ima morda kdo, jaz, to je nekako tisti čas v letu, ko ljudje, veste, prihajajo v hiše ob jezeru. Ampak veste, po eni strani morda ni tako. On se skriva, veste, pod drevesom ali pod grmovjem in vi najdete pot v lopo ali kaj podobnega. Tam trenutno ni veliko ljudi. To je zagotovo strašljivo. Razmišljam tudi o tem, kaj je vzel s seboj in o dejstvu, da nosi kamuflažo, da je vzel vsaj enostrelno orožje, pravijo, in dodatno strelivo. Zdi se, kot da gre tja z namenom, da to ne bo njegov konec. Veste, v nasprotju z nekom, ki morda v nekem trenutku gre ven z namenom, da si škoduje. Ne morem si predstavljati, kot član policije, da bi vsak dan hodil v gozd in se psihično pripravil na to, da poskušaš izslediti nekoga, ki ima takšno usposabljanje, hkrati pa je šel tja z očitnim namenom, da škoduje drugim. Prav, torej ne vemo. Njegovo miselnost poznamo iz njegovega usposabljanja. Njegova miselnost je miselnost bojevnika. Ne, iskreno, tudi usposabljanje policije. Trenutno imajo to bojevniško miselnost.
Moram reči, da je bilo to že pred leti, zdaj že skoraj 20 leti nazaj. Bil sem član večpristojnostne enote SWAT in šli smo v gozd. Iskreno povedano, hoja po gozdu mi ni tuja. Ampak ko loviš nekoga na odprtem, je to povsem drugače kot pa preiskovanje stavbe. Mislim, da bi raje vsak dan v tednu čistil veliko stavbo, kot pa šel loviti nekoga, ki je izurjen za delovanje v gozdu. Toliko je mest, kjer te lahko čakajo zasedi. In še vedno ne vemo, ali je ta človek sploh še na tem območju. Je oborožen. Ma miselnost, da noče biti ujet. To je tisto, na kar moramo zdaj misliti. Boril se bo. Če bo stisnjen v kot, se bo zagotovo boril. Ali je zadrževal ali zadržuje koga za tavca ob enem od teh jezer? Ali je komu ukradel avto in ima njihovo vozilo ter jih zadržuje, ali počne kaj drugega? Trenutno je toliko možnih scenarijev. Poleg tega vreme sploh ni naklonjeno organom pregona. Govorimo o uporabi brezpilotnikov in kako koristni so. Vendar je bilo vreme precej slabo in zagotovo ne more spraviti brezpilotnikov v zrak v takšnem slabem vremenu, kot ga imajo. Ja, in mislim tudi jaz to snemam, sem v Atlanti, mislim, da prihajajo nevihte nocoj, to snemam 5. maja, veš, kako to vpliva. Ker si predstavljam, če je zunaj, to zanj niso ravno dobre razmere, denimo zaradi dežja. Ampak kako dež vpliva na iskalno akcijo, ko poskušajo najti nekoga takega? No, oteži prečkanje tega terena, kjer je veliko vzponov in spustov. So grebeni, so doline. Tako postane premikanje po terenu bolj nevarno za organe pregona. Vsem, ki so tam zunaj, je zelo neprijetno. Potem so tu še skrbi glede opreme. Veš, veliko opreme, ki jo uporabljaš, ne prenaša dobro vode. Tako je vse skupaj še bolj zapleteno. Torej, medtem ko je on vse bolj izčrpan, moramo pogledati tudi na delo organov pregona. Zdaj smo že več dni v tej iskanji akciji. Torej, z viri, ki so na voljo, morajo nadzorniki poskrbeti tudi za rotacijo svojih ljudi in za to, da ostanejo fizično in psihično sveži. Da prevzamejo to nalogo lova na tega človeka, ki je poskušal nekoga ubiti. Ja, in veste, poskušal je ubiti svojo ženo. Videli smo na CNN, da je lokalni šerif povedal, da naj bi si jo pomogla, kar je vsekakor dobra novica, vendar je zelo strašljivo glede na usposobljenost tega človeka. Kaj vam to pove? Torej, iskanje se je začelo 1. maja, zdaj pa je 5. maj. Torej so minili 4 dnevi. In zdi se, vsaj glede na informacije, ki so bile dane javnosti, da niso nič bližje. Pogosto vidimo, da so veliko bližje rešitvi, kot pa povedo javnosti. Ne vemo. Ampak dejstvo, da ga po 4 dneh še niso ujeli, kako to vpliva na strategijo iskanja takšne osebe? Strategija se nekoliko spremeni. Pregledoval sem nekaj poročil in pred približno 7 leti so imeli na tem istem območju moškega, ki je ubil 2 osebi in pobegnil. Bil pa je na prostosti 2 tedna. Torej so prvi dnevi precej intenzivni, kaotični. Nekaj organizacije se vzpostavi. In potem po 4., 5. dnevu na tem območju, kjer smo zdaj, začnejo pritiskati nanj. In spet gre za uporabo teh specializiranih enot organov pregona, ki prihajajo, njihovih psov, njihovih dronov. Želijo ga ali zadržati nekje, kjer se morda skriva, ali pa ga prisiliti, da se premakne in ga psihično izčrpati. Tako preide v to, da vzpostavimo sistematična iskanja po mrežnem vzorcu. Veste, zapovedniško osebje se vse nekoliko upočasni, da lahko začnejo pregledovati, kaj je bilo že preiskano in kaj še ni bilo preiskano. Razširimo naše območje, ker bi glede na njegovo ozadje in dejstvo, da je dober plavalec, lahko precej enostavno preplaval jezero Kentucky. Lahko bi precej enostavno prečkal reko, da bi se izognil psom. Torej, veš, širijo to območje, preverjajo stvari, ugotavljajo, katere vire morajo vključiti. Pravzaprav trenutno ni paničnega vzdušja. Lov se je začel in organi pregona so pri tem lovu zelo odločni. Ja, in prepričan sem, da ima ta oseba vso možno usposabljanje, kar ji daje določena prednost in je morda imela nekaj ur prednosti, preden se je iskanje res začelo. Ampak mislim, da bo tudi po vaših izkušnjah prej ali slej naredil napako. V takih primerih bi si moral misliti, saj veste, če pomislite na pogoje, v katerih je pomanjkanje hrane, ni tako, da bi lahko šel v trgovino in plačal z denarjem. In če bi imel kreditno kartico, bi bilo vsega konec. Torej, ja, bomo videli
vedeli, kaj se bo zgodilo naprej. Zelo zaskrbljujoča situacija se odvija na meji med Tennesseejem in Kentuckyjem. Lisa Miller, vedno je lepo, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Chris. To je vse za današnji primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju, prav tako prenašamo na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.